Nekateri odgovori se pojavijo šele, ko jih nihče ne išče, ko nihče ne opazuje. Vse, kar je bilo potrebno, je bilo odpreti napačna vrata, iskati na povsem nepovezanem kraju ali preprosto stati ob strani. Številka 10. Izgubljeno mesto Herakleion je bilo dolgo znano le iz zgodovinskih legend, opisano kot nekoč živahna metropola v starem Egiptu, ki je izginila, ko je naravna nesreča udarila in jo naredila izgubljeno ter pozabljeno. Mesto, včasih imenovano Tonis, je bilo starodavno pristaniško mesto, ustanovljeno blizu kanopskega ustja reke Nil, severovzhodno od Aleksandrije ob Sredozemskem morju. Nastalo je okoli osrednjega templja in bilo razdeljeno s prečnimi kanali. Pristanišča, pomoli, templji in stolpaste hiše so bili vsi povezani z mostovi in trajekti. Do poznega obdobja je bil Herakleion uveljavljen kot ključno trgovsko pristanišče, ki je služilo kot glavno pristanišče za mednarodno trgovino in pobiranje davkov. Blago so prevažali skozi njegovo zaledno sestrsko mesto, danes Naukratis, drugo pristanišče, ki je ležalo višje ob Nilu. Mesto je cvetelo med 6. in 4. stoletjem Perineštištetem ter sprejemalo grške trgovce, ki so se tam ustalili in jih egipčanski vladarji celo imenovali za branilce. Veliko ljudi iz različnih kultur in okolij bi se srečevalo na živahnih trgih. Čeprav je Herakleion deloval izjemno dobro, ni mogel kljubovati nevarnostim in posledicam naravne katastrofe. Skozi čas in stoletja potresov, cunamijev ter naraščajoče gladine morja je mesto postajalo vse šibkejše in šibkejše in do leta 101 pričine naštete štive. Potem, kar zgodovinarji menijo, da je bil velik poplavni dogodek, osrednji otok, na katerem je bil zgrajen Herakleion, je popustil zaradi utekočinjenja tal. Prebivalci so zapustili mesto, ko so se stavbe začele podirati in padati v vodo. Do 800 stoletja našega štetja je vse, kar je ostalo od njega, potonilo pod vodo in se usedlo na morsko dno. Izgubljeno v času je obstajalo le še v meglenem spominu in kasnejših zgodbah. Sodobni arheologi so dolgo poskušali najti ostanke Herakleiona, vendar so bili večinoma neuspešni zaradi peska in naplavin, ki so prekrivali to, kar je ostalo. Naslednjih 12 stoletij je mesto ostalo nedotaknjeno, nemoteno in ohranjeno v svojem oceanskem grobu vse do leta 2000. Tistega leta je francoski podvodni arheolog Frank Godillot preiskoval Abukirski zaliv v Egiptu. Iskal je Napoleonovo izgubljeno floto iz leta 1798, vendar je namesto bojnih ladij Godillot naletel na nekaj veliko bolj pomembnega. On in njegova ekipa so naleteli na ogromne kamnite kipe egipčanskih bogov, zlate kovance, zgodnje ladje, sidra in ruševine templjev. Po tej najdbi se je ekipa povezala z egiptovskim ministrstvom za starine in pregledala najdišče s onarjem za bočno skeniranje, profilatorij za pregled pod morskim dnom, satelitsko pozicioniranje in drugo neinvazivno napredno tehnologijo. Na koncu jim je uspelo potrditi nekaj neverjetnega. Herakleion vendarle ni bil le čarovnija in miti. Ostanki starodavnega pristaniškega mesta so preživeli uničenje in bili stoletja ohranjeni v svojem morskem grobu. Odkrili so le majhen del, ki se nahaja na območju 6x9 milj. Raziskovanje najdišča se je nato nadaljevalo, pri čemer so odkrili še več zakladov in novih informacij, ki jih sodobna arheologija ni poznala. Nekateri izmed artefaktov, najdenih na tem izjemnem najdišču, vključujejo veličastne templje, nakit, kovance, ritualne predmete in keramiko, ki vsi prikazujejo lepoto in veličino mesta. Vsaka nova najdba dopolnjuje našo predstavo o vsakdanjem življenju v Herakleionu. Tam so našli več kot 700 starodavnih sidrov, do danes pa so med 6. in 3. stoletjem Prestimneštesto odkrili do 5 prepoznanih razbitin, kar priča o količini pomorske dejavnosti, ki jo je Herakleion doživljal. Te številke poudarjajo, kako zelo prometno je moralo biti pristanišče. Med najdbami je starogrška vojaška ladja, za katero strokovnjaki menijo, da je bila zasidrana ob obali mesta, ko se je eden od templjev zrušil. Tukaj so našli tudi grški pogrebni kompleks iz 4. stoletja Perišteštitina, ki odgovarja na še več vprašanj o grški prisotnosti v Egiptu. Številka 9. Veliki rob vlaka iz leta 1963 je bil eden najbolj znanih zgodovinskih zločinov v britanski zgodovini. To je bilo tistega avgusta, ko je tolpa natančnih kriminalcev napadla poštni vlak Kraljeve pošte, ki je bil na poti iz Glasgowa v London. Roparči so na koncu pobegnili z več kot 2 milijonoma funtov, kar je danes enako več kot 60 milijonom funtov. Rop je bil zelo dobro organiziran. Sprejeti so bili obsežni ukrepi, da bi zagotovili, da so odnesli plen in pobegnili brez posledic. Le da je tolpa naredila precejšnjo napako, ko so ob bežanju iz svojega skrivališča pustili za seboj več odtisov prstov.
Veliki rop vlaka se je začel že mesece prej, ko so kriminalci prejeli notranje informacije od mož iz Ulstra, katerih identiteta nikoli ni bila razkrita. V zgodnjih jutranjih urah se je začel načrtovani napad. Začelo se je tako, da so kriminalci posegli v železniške signale pri Sears Crossingu, blizu Ledburna. Vlak se je ustavil in roparji so izkoristili priložnost za napad. Vlakovodja je bil hitro onesposobljen, preostalo osebje pa so obvladali. Banda je nato pobegnila z dragocenimi paketi, vključno z večjimi količinami gotovine. Po uspešno izvedenem načrtu se je organizirana kriminalna skupina skrila v svoje skrivališče, Leather Slate Farm v Buckinghamshireu. Tukaj so počivali, si razdelili denar, poiskali varen kraj za shranjevanje in načrtovali naslednjo potezo. Medtem ko so se skrivali, pa so bili organi pregona že na njihovi sledi. Nekaj dni po ropu je bila tolpa prisiljena zapustiti skrivališče in pobegniti, pri tem pa so pustili vse, kar so imeli, za seboj. Kmetija je na koncu postala skladišče dokazov, kjer so ostala oblačila, posteljnina in drugi osebni predmeti zločincev. Steklenica kečapa, catch in igralna plošča Monopoly sta postali neopazni sprožilci za razrešitev zločina in prijetje storilcev. Oba predmeta sta bila posejana s prstnimi odtisi in prav ti nenamerni dokazi so vodili do končne aretacije in obsodbe večine članov tolpe. Preiskovalci so zbrali čim več prstnih odtisov in drugih prepoznavnih sledi, kot so jih lahko. Nato so te odtise primerjali s tistimi, ki jih je policija že imela v evidenci. En za drugim so člane te kriminalne organizacije identificirali, izsledili in aretirali. 13 moških so izsledili, aretirali in obsodili, pri čemer so prstni odtisi na monopolni plošči zelo koristili tožilstvu. Še 2 moška so prav tako izsledili, vendar ju niso nikoli obtožili, ker ni bilo dovolj dokazov za obsodbo. Vodje tolpe so za svoja kazniva dejanja prejeli 30 let zapora. Med obsojenimi je bil tudi Gordon Goody, Charlie Wilson, Bruce Reynolds, Baxter Edwards, Rod James, Roger Corderi, Jimmy White, Tommy Visby, John Doley, Jim Hassey, Ronnie Biggs in Bob Welch. Nobenega od ukradenega denarja niso nikoli našli, več članov celotne organizirane tolpe pa ostaja neidentificiranih. Številka 8, SS Gothenburg, je bila parna ladja z železnim trupom iz 19. stoletja. Zgrajena je bila v Angliji leta 1654 in je vzdrževala pot med Anglijo in Švedsko do leta 1862, ko je bila ponovno vzpostavljena v Avstraliji. Tam je plovilo plulo po Tasmanskem morju do leta 1873. Tega leta je bil Gothenburg ponovno zgrajen v Adelaidi v prizadevanju, da bi povečali njegovo tovorno zmogljivost in namestitev za potnike. Prenova je prinesla skoraj 200 čevljev, dolžine, širino 28 čevljev in bruto tonažo 737. Novembra 1874, v času zlate mrzlice, je Gothenburg opravil več potovanj med Adelaido in Port Darwinom, svojo najbolj oddaljeno postajo. Kot po običaju, 16. februarja 1875, plovilo, ki ga je poveljeval Robert Augustus Pearce, je zapustilo pristanišče Port Darwin s končnim ciljem Newcastle z nekaj postanki na poti. Pearce, mož treznih navad, ki so ga zelo spoštovali njegovi vrstniki, je dobil ukaz, naj kar najbolje izkoristi hitrost Gothenburga, in to je tudi storil. Z 98 potniki na krovu in 37 člani posadke se je plovilo podalo na večdnevno potovanje. Prve 3 dni, ko je plovilo plulo proti Somersetu na rtu York, je bilo vreme optimalno, a 4. dan sta veter in dež tako močno pihala, da je Gothenburg moral vzeti balast. Zasidrali so se v Somersetu, vendar so se razmere tako drastično poslabšale, da sta se obe sidrni verigi pretrgali. 23. februarja je nevihta postala tako huda, da so oblaki popolnoma zakrili sonce. Kljub temu je Gothenburg nadaljeval mimo Cooktowna in potoval proti jugu v vedno slabših razmerah. Tistega dne je dosegel globokovodno prehod, ki leži med obalo Queenslanda in velikim koralnim grebenom, območje, ki bi nudilo nekaj zaščite pred odprtim morjem. Vendar pa so grebeni, ki niso bili vrisani na pomorskih kartah, pomenili pogubo za to potovanje. Zvečer 24. februarja, z dvignjenimi glavnimi jadri in parnimi stroji, ki so delovali s polno hitrostjo, se je Gothenburg podal proti skoraj ciklonskim razmeram. Slaba vidljivost in nepričakovana sprememba smeri sta sprožili uničenje ladje SS Gothenburg. Ob 19. uri je zadela del velikega koralnega grebena le nekaj milj pred otokom Halburn. Takrat je bila oseka in plovilo se je znašlo visoko na grebenu.
Več ur, vse do 3:30 zjutraj 25. so potekala velika prizadevanja za reševanje ladje, a na koncu so bili potniki in posadka prisiljeni uporabiti rešilne splave za pobeg. Ko je tisto jutro ušlo sonce, so iz vode štrleli le še jambori. Kljub temu, da so preživeli, natančno opisali položaj, kjer se je ladja potopila, je kasnejšim odpravah ni uspelo najti in od takrat ostaja legendarna skrivnost. Vsaj do leta 1967, skoraj 100 let pozneje, ko so 3 podvodni ribiči po naključju nekaj odkrili. Tistega leta so Peter Reboljo in njegovi prijatelji lovili ribe s harpuno ob obali Queenslanda v majhnem čovnu, ko so opazili nekaj nenavadnega, kar je štrlelo iz vode. Tam so že večkrat lovili ribe, a nikoli prej niso opazili te izbokline. Ko so preiskovali in tipali predmet pod vodo, je zazvenela kovina in ugotovili so, da so našli razbitino. O najdbi so obvestili zgodovinarje in strokovnjake, na kraj pa so poslali poklicne potapljače, da raziščejo. Kmalu se je pojavilo več prepoznavnih oznak, vključno z vgravirano želvjo lupino, na kateri so bila zapisana imena tistih, ki so preživeli dogodek. Na vrhu seznama je bil naslov Razbitina ladje SS Gothenburg. Številka 7. Margaret J. Prophet se je rodila leta 1958 in diplomirala na Univerzi Harvard leta 1980, kjer je študirala politično filozofijo. Obiskovala je tudi Univerzo v Kaliforniji, kjer je pridobila diplomo prve stopnje iz fizike. Leta 1994 se je vrnila na študij matematike na Univerzo v Washingtonu, kjer je prejela štipendijo oddelka za astronomijo. V tem času je Margaret pridobivala tudi prepoznavnost v medijih, saj je prejela MacArthurjevo štipendijo in razvila teorijo o novem pogledu na reproduktivne kanale sesalcev. Več medijskih hiš, kot so Scientific American, Time in revija People, je 35-letno Margaret označilo za samosvojega znanstvenega čudežnega otroka. Čeprav ni imela formalnega izobraževanja iz biologije, Margaret so imeli za evolucijsko biologinjo, ki je postala še bolj znana, ko je objavila svoja odkritja o vlogi Darwinove teorije evolucije pri menstruaciji. Jutranji slabosti in alergija. Margaret je menila, da so ti procesi način, kako se telo znebi patogenov in rakotvornih snovi. Kar precej nenavadno je, da je Margaret postala nehotena osrednja oseba v precej nenavadni skrivnosti, ko je nenadoma izginila, in to ne le iz središča pozornosti, popolnoma je izginila. O njenem izginotju se ni veliko poročalo, ker to, kar se je zgodilo, ni bilo tako preprosto kot en dan je tukaj, naslednji dan je ni več. Bilo je postopno, kot je kasneje ugotovil nekdanji študent, ki je skupaj z njo obiskoval fizikalni tečaj, Mike Martin. Bilo je leta 2009, ko je Martin naletel na delo nekdanje sošolke in jo na koncu poiskal na Googlu. Kar je našel, je bila izjemno prazna stran na Wikipediji, brez nedavnih posodobitev in z nekaj razpravami o tem, kje se trenutno nahaja. Takrat je začel poskušati izslediti jo in ugotovil, da je Margareta leta 2002 prekinila stike s svojo družino ter se počasi umikala iz stikov s sodelavci, prijatelji in vsemi ostalimi. To je Martin ugotovil, je bil nameren izginotje. A to je bilo vse, kar je Martin lahko našel. Ob koncu leta 2004 in v začetku leta 2005 je sled popolnoma izginila. Med tema 2 letoma so bili njeni bližnji zaskrbljeni za njeno dobrobit, saj so se bali, da izgublja boj z duševno boleznjo. Istega leta je Margaretina mati, Karen, prijavila izginotje svoje hčerke policiji v Cambridgeu in najela zasebnega detektiva v upanju, da jo najde. Upanje, da jo bodo našli, je skoraj povsem izginilo do leta 2012, ko je nepričakovano odkritje razrešilo to nenavadno skrivnost. Po poročanju naj bi Martin, ki je javno obveščal o iskanju Margaret, prejel elektronsko sporočilo od Karen, v katerem je zapisala, da se je pogrešana ženska oglasila. Nekdo, ki je pred kratkim spoznal Margaret, je njeno ime vpisal v Google in naletel na Martinov članek, v katerem je pisalo, da jo iščejo družina in prijatelji. Ta oseba je informacijo posredovala Margaret, ki je bila še vedno živa in zdrava. Kasneje je stopila v stik s svojimi bližnjimi in pojasnila, da sploh ni vedela, da je pogrešana ali da jo kdo išče. Pojasnila je, da je trpela zaradi fizičnih bolečin, katerih vzroka ni razkrila in se odločila odseliti v upanju, da ne bi nikogar obremenjevala s svojo boleznijo. Zaradi te bolezni in kasnejših poškodb ni bila več sposobna delati in je od takrat živela v revščini v Bostonu v Massachusettsu. Po naključju jo je nekdo opazil mimogrede, jo poiskal in ugotovil, da je pogrešana oseba. Brez tega preprostega elementa Margaret morda nikoli ne bi našla poti domov k svoji družini v Južni Kaliforniji. Številka 6. USS Perch je bila podmornica razreda Porpoise, ki je služila v drugi svetovni vojni. Pred izbruhom vojne je Perch bila del pacifiške flote Združenih držav Amerike, saj se je leta 1937 pridružila 6. podmorniški eskadrili,
Leto kasneje je sodelovala pri raziskovalnem delu na Aleutskih otokih. Leta 1939 se je vrnila v floto na njenem križarjenju do vzhodne obale Združenih držav Amerike. Oktobra je Perch odplula proti Manili na Filipinih in postala poveljniška ladja divizije. Leta 1940, z izbruhom druge svetovne vojne, Perch bi prva 2 meseca preživela nameščena na Filipinih in v nizozemski vzhodni Indiji ter varovala ta območja pred japonsko invazijo. Slavno je potopila japonsko transportno ladjo Nojima Maru in doživela še veliko podobnih primerov med svojim delovanjem, ki je trajala do leta 1942. V prvih mesecih svoje zadnje bitke se je podmornica vztrajno borila proti Japoncem, ki so pravkar napadli Pearl Harbor. Začeli so zavzemati velik del jugovzhodne Azije, invazija na Javo pa je bila na obzorju. Podmornica Perch in več drugih ameriških podmornic je bilo poslanih na to območje, da bi poskušali preprečiti invazijo. 1. marca 1942 se je Perch dvignila na površje nekaj milj pred Surabaho na Javi in začela napadati japonski konvoj. Preden je dokončala nalogo, pa je Perch naletela na par rušilcev, Amatazaki in Hazukazi. Opazovalci na krovu so locirali podmornico in izstrelili 32 granat. Perch je bila prisiljena v nujni potop, ki je sprva izgledal uspešen. Hitro so zavzeli položaj za morebiten napad na rušilce, vendar je pogled skozi periskop razkril, da se pripravljajo na napad z globinskimi bombami. Perch je opala, da bo potopila vsaj enega izmed njih, preden bi lahko izvedli napad, zato se je dvignila na 27 metrov, a bilo je prepozno. Oba rušilca sta bila nad Perch in odvrgla 12 globinskih bomb. Podmornica pa je bila močno poškodovana in preluknjena. Kljub ogromni škodi je preživela in nadaljevala misijo v upanju, da bo napadla japonske ladje, vendar sta jo ponovno opazila 2 rušilca. Še en napad z globinskimi bombami je uničil pogonski sistem in Perch je negibno obležala pod vodo. Ko je ponovno priplavala na površje, so člane posadke pobrali na eno od japonskih rušilcev, Hučjo, in jih prepeljali v taborišča za vojne ujetnike v nizozemski vzhodni Indiji, ki so jih pravkar zavzeli. Perch je kasneje potonila na morsko dno, kjer je ostala izgubljena desetletja in postala še ena srhljiva pomorska skrivnost. Ta skrivnost je trajala do 23. novembra 2006, ko so na zahvalni dan naredili nepričakovano odkritje. Mednarodna ekipa potapljačev je bila na krovu ladje MV Empress in je iskala drugo pogrešano ladjo. Iskali so razbitino-britanske težke križarke HMS Exeter, ki je izginila v Javskem morju in na območju otoka Bavean. Ekipa je upala, da bo pridobila fotografije razbitine, vendar je namesto tega naletela na pokončen trup USS Perch. Fotografirali so ploščico izdelovalca pogrešane podmornice, ki jo je jasno identificirala kot podmornico, ki je bila pogrešana vsa ta leta. Številka 5. Galenov korpus je zbirka večinoma medicinskih besedil, ki jih pripisujejo Galenu, grškemu zdravniku, kirurgu in filozofu iz 2. stoletja. Galen drži rekord po tem, da je ustvaril več del kot katerikoli drug avtor v antiki. Njegove enciklopedije so podrobno opisovale vse, kar je povezano s področji fiziologije, patologije in farmakologije. 5 zvezkov, vključno z Galena Librorum, je ostalo v skrbi Maršove knjižnice v Dublinu, kjer so bili od neraj leta 1701. Pred več kot 100 leti. Leta 1912 pa je ena sama knjiga iz zbirke naključno izginila, kar je pustilo občutek žalosti, saj je bilo veliko Galenove literature izgubljene skozi čas. Po besedah dr. Jasona McGalligota je bila ta posebna izdaja v zvezku natisnjena v Švici že leta 1538. Pravi se, da ohranja nekaj najpomembnejših medicinskih znanj o anatomiji, fiziologiji, diagnostiki in zdravljenju. A stoletja bi bilo to delo izgubljeno, izginilo bi iz znanstvenega sveta in s seboj odneslo vse te pomembne informacije. V času, ko je izginila, ni bilo nobenih varnostnih kopij ali standardiziranih sistemov za ohranjanje. Knjiga je preprosto obstajala sama zase, razen če ni bila prepisana za namen razširjanja. V primeru Galena Librorum je šlo za izvirnik, edini primerek v zvezku. In leta 1912 je bila označena kot izgubljen del znanja. Vendar pa se je leta 2012 pojavilo nepričakovano upanje, ko so skoraj vsi že pozabili na ta izgubljena dela Galena. Tistega leta je odvetnik iz Dublina vstopil v knjižnico Marsh, skoraj 500 let staro knjigo. Bila je lepo zavita v časopisni papir in se je zdela dobro ohranjena. Odvetnik je pojasnil, da jo je dobil v trgovini z rabljeno robo, kjer je kupoval starinsko ogledalo. Knjigo so mu prodali za 90 evrov. Iz neznanega razloga je kupec postal sumničav in jo prinesel v knjižnico, kjer so mu povedali nekaj izjemnega. Ta cenjena knjiga, ki jo je pravkar kupil, je bila eno izmed dolgo izgubljenih del, ki jih pripisujejo Galenu. Osebje v knjižnici je bilo presenečeno, ko je ugotovilo, da je Galena Librorum v tako izjemnem stanju.
Izrazili so, kako veseli so, da so dobili dragoceno lastnino nazaj, s čimer so ponovno dopolnili 5-delno zbirko. Kar ostaja neznano, je, zakaj je knjiga sploh izginila in kdo jo je hranil vsa ta leta. Čudežno je preživela čas, prenašala se je od osebe do osebe in celo pristala v trgovini s staro robo. Številka 4. Holland 5 je bila 5. podmornica eksperimentalnega razreda Holland, ki naj bi bila splovljena junija 1902. Bila je tudi zadnja podmornica tega razreda, ki so jo po ukazu britanskega admiraliteta ocenili za morebitno uporabo v kraljevi mornarici. Holland 5 je postala ena prvih podmornic, ki jih je mornarica sprejela v svojo floto. Holland 5 je bila enotrupna ladja, dolga nekaj več kot 19 metrov. Imela je tudi enega najzgodnejših periskopov. Holland 5 je služila skupaj s podmornico Holland 3. Obe pa sta bili v uporabo uvedeni januarja 1903. Vendar je bila do tega časa razred Holland že zastarel, saj so podmornice razreda A začele prihajati na trg. Podmornice razreda Holland so bile dodatno degradirane marca, ko je med demonstracijo za kapitana Reginalda Bacona v zalivu Stokes ena od 5 podmornic eksplodirala. Holland 5 je bil skupaj z ostalimi namenjen za pristaniško obrambo in usposabljanje. Po prikazu flote leta 1909 so mediji celoten razred jim odvzeli oznako plovnih podmornic. Trditev je bila dodatno podprta leto kasneje, ko je Holland V nasedel v vodah, kjer domuje podmorniška služba kraljeve mornarice. In do leta 1912 je bila sprejeta odločitev, da je treba vsa plovila razreda Holland razrezati. Tisto leto je bil Holland V namenjen uničenju in so ga vlekli proti Sheernessu. Na poti je plovilo potonilo in se potopilo blizu svetilnika Royal Sovereign pri Sussexu v Angliji. Ker je bila podmornica namenjena uničenju, se po potopu nihče ni zares trudil, da bi jo iskali. Zgodba je bila redko vključena v pripovedi o pomorskih skrivnostih in med javnostjo ni bila zelo znana. Tako je bil Holland V pozabljen. To je bilo tako, dokler naključno odkritje ni razkrilo dotlej neznane skrivnosti. Leta 1995 je potapljač iz Kenta po imenu Jerry Dowd opravljal svoj običajni potop, ko je naletel na razbitino. Podmornica je stala pokonci na morskem dnu, deloma nepoškodovana, čeprav je bila tarča nezakonitega pridobivanja kovin. Dowd o odkritju ni veliko razmišljal, vsaj nekaj let ne. Leta 2001 je o svojem nenavadnem odkritju omenil strokovnjaku za podmornice, dr. Enosu McCartneyju. Isto leto je McCartney odpotoval na lokacijo in skupaj z enoto za arheološko potapljanje raziskal najdišče. Skeniranje s sonarjem je operacijo močno olajšalo in ekipa je lahko potrdila končno počivališče malo znane pogrešane podmornice Holland V. Številka 3. Verjetno ena najbolj znanih tekem avstralskega nogometa vseh časov je bila tista, ki je potekala med Prvo svetovno vojno. Ta znameniti dogodek je bil zabeležen kot prvič, ko je bila uradna tekma avstralskega nogometa odigrana zunaj Avstralije. Organizirana pa je bila kot dobrodelni dogodek za pomoč britanskemu in francoskemu Rdečemu križu. Dogodek je potekal v Queen's Clubu v Kensingtonu v Londonu 28. oktobra 1916. Dogodek je bil predstavljen kot pionirska razstavna tekma avstralskega nogometa v Londonu. Nogometno tekmo sta odigrali 2 ekipi avstralskih vojakov, ki so bili takrat nameščeni v Združenem kraljestvu. Ena ekipa je bila ekipa avstralskih vadbenih enot, druga pa ekipa 3. avstralske divizije. Člani obeh ekip so bili vsi zelo spretni nogometaši, večina pa jih je igrala članski nogomet že pred vstopom v vojsko. Zmagovalec je bila ekipa 3. avstralske divizije, ki je premagala ekipo avstralskih vadbenih enot s 30-6. Med 3000 in 6000 gledalcev je bilo prisotnih. Po tekmi je Gerald Brosnan, nekdanji prvak Fitzroya in Geelonga, napisal članek za melbournski časopis The Winner, v katerem je popisal nogometno tekmo in prvaka. V članku je Brosnan vključil sliko zmagovalne ekipe, ki je dodal pregled igralcev. Enemu izmed njih ga je navedel kot C. Armstronga iz Geelonga, kasneje pa ga omenja kot Charlie, svetlolasega branilca. V vsakem naslednjem zgodovinskem zapisu se ime Charlie Armstrong večkrat omenja, toda nekateri navdušenci so odkrili skrivnost v zvezi s tem posameznikom. Ob poskusu izvedeti več o igralcih so ugotovili, da ni nobenega Charlieja Armstronga, ki bi kdaj igral na nogometni tekmi v Londonu leta 1916. Fotografije Charlieja prav tako ne ustrezajo nobenemu izmed igralcev na ekipnih fotografijah s tiste slavne tekme.
Vprašanja o identiteti vojaka so se pojavljala več let, dokler ni en predan zbiratelj, ki je raziskoval prav to skrivnost, po naključju prišel do odkritja. Med iskanjem imena Charlie Armstrong se je namesto tega pojavil rezultat za O. Armstronga, ki je bil naveden kot član nogometnega kluba Barwon in je odigral nekaj tekem v Geelongu. Nadaljnja iskanja tega posebnega rezultata so razkrila ime Oswald Robert Armstrong ali Ozzy, kot so ga klicali mnogi. Raziskovalec je ugotovil, da je Ozzy leta 1915 odigral 3 tekme za Geelong leta 1915 in za Barwon med letoma 1914 in 1915. Leta 1916 se je pridružil vojski in se 3 leta kasneje vrnil k nogometu v Barwonu. Raziskovalec, ki je to odkritje po naključju naredil, je primerjal fotografije Ozzyja Armstronga iz pionirske razstavne tekme avstralskega nogometa, še posebej v primerjavi s posameznikom imenovanim Charlie. Bila je popolna ujemanje. Vojak na fotografiji je bil napačno identificiran, vendar je res obstajal Charlie Armstrong, ki je bil skupaj z Ozzyjem naveden v evidenci vojaške službe. Toda videti sta bila popolnoma drugačna in Charlie ni sodeloval na tisti nogometni tekmi leta 1916. To je bil Ozzy Armstrong, igralec avstralskega nogometa, ki je igral v viktorijanski nogometni ligi in služil v tujini pri AIF, kjer so ga ujeli Nemci in je postal vojni ujetnik, preden so ga rešili. Številka 2 v pozni klasični dobi je plovilo, ki nosi le sodobno ime Mosos, služilo kot trgovska ladja. Plula je v tretji četrtini 4. stoletja Persi nešto štotom, vendar je bila verjetno zgrajena že prej. Njeno veliko tovorno območje je vsebovalo amfore, keramične vrče z 2 ročajema, ki so jih uporabljali za prevoz vina, oljčnega olja ali žita. V tem primeru je šlo za luksuzno vino, ki so ga prevažali čez Sredozemlje. Večina amfor iz tega obdobja je bila pripisana Hiosu, grškemu otoku. Leta 2006 so se rekreativni potapljači podali v vode ob južni obali ciprske vasi Mosola, saj so mislili, da bodo opravili običajno plavanje in raziskovanje. Ko pa so one namesto tega naleteli na odgovor na dolgoletno zgodovinsko vprašanje. Odkritje izjemno dobro ohranjene ladje, ki je bila stoletja večinoma nedotaknjena, je pomenilo prvo tovrstno razbitino iz poznega klasičnega obdobja, odkrito v jugovzhodnem Sredozemlju na globini, kjer lahko potapljači opravijo obsežne analize. To nepričakovano odkritje je hitro pritegnilo pozornost arheologov in zgodovinarjev, ki so prepoznali potencial te razbitine za zapolnitev vrzeli v našem razumevanju antične trgovine in pomorstva. Lokacija je bila kmalu določena za sistematično raziskovanje in preučevanje. Razbitina ladje Muzos je hitro postala pomemben zgodovinski ostanek, ki ima znanstveni pomen in osvetljuje številne skrivnosti antičnih morskih poti ter trgovinskih odnosov med Egejci in skupnostmi jugovzhodnega Sredozemlja. Zaradi velike količine dragocenega tovora na krovu so oddelek za antikvitete in ekipa Univerze na Cipru uspeli razumeti gospodarske povezave med Ciprom in egejskim svetom. Medtem ko so izkopavanja razkrila veliko o tovoru ladje, mornarjih in povezavah, so prinesla tudi dokaze o nekoliko naprednejših starodavnih ladjedelniških tehnikah. Raziskovalci so odkrili, da so bili pri njeni gradnji uporabljeni tako čepni in utorni spoji kot tudi vezave. Ta kombinacija je poudarila razvoj ladjedelniških tehnik v vzhodnem Sredozemlju in kako sta grška ter feničanska metoda igrali ključno vlogo pri njenem razvoju. Rezultati teh raziskav še naprej bogatijo naše razumevanje tehnološke izmenjave v tem obdobju. Njene raziskave so povzročile veliko navdušenja v arheološki skupnosti, saj vsaka nova najdba prispeva k skupnemu znanju o tem, kako so se ljudje, dobrine in ideje pred tisočletji premikali čez morje. Naključni potop in nenamerno srečanje sta odprla nekoč zaklenjena vrata v zgodovino Cipra. Od takrat je postal eden najpomembnejših podvodnih arheoloških projektov v tej otoški državi. Danes vemo več o starodavni trgovini, pomorstvu in ladjedelništvu v antičnem svetu. Razbitina ladje Mosos je bila časovna kapsula, ki je ohranila dokaze o ljudeh, tehnologiji in trgovskih mrežah, ki so povezovale sredozemski svet. Številni vidiki najdišča so še vedno predmet raziskav in strokovnjaki še naprej odkrivajo drobne podrobnosti, ki prispevajo k širši sliki. Številka 1. Izginotje novinarke oziroma policijske poročevalke Jodi Roberts je eden najbolj nenavadnih primerov pogrešanih oseb v zgodovini ameriškega novinarstva. Jodi so spoštovali kot pridno osebo, ki se je posvetila poročanju o zgodbah povezanih s pregonom, tudi o tistih najtežjih. Bil je 28. maj 1985, ko je 27-letni novinar, ki je takrat delal za News Tribune v Tacoma, Washington, ni prišel na srečanje s sodelavcem za nalogo na Pacific Lutheran University in je bil kmalu zatem razglašen za pogrešanega. Njeno vozilo so našli zapuščeno na parkirišču časopisne redakcije. Več dni ni komunicirala z družino, prijatelji ali sodelavci, zaradi česar so bili njeni bližnji zaskrbljeni za njeno dobrobit.
Izginotje je bilo še posebej zaskrbljujoče, ker je takrat poročala o precej nevarni zgodbi o vladni korupciji. Bila je tudi vključena v tekoče preiskave umorov ob Zeleni reki, ki so potekale v tistem času. Pojavil se je tudi očitek, da naj bi v mesecih pred njenim izginotjem Jodi grozil policist, potem ko je novinarka začela raziskovati domnevno uporabo prepovedanih substanc strani visoko rangiranega kapetana šerifovega urada okrožja Pierce. Te okoliščine so preiskovalce pripeljale do razmišljanja o možnosti kaznivega dejanja. Naslednje desetletje je njeno izginotje ostalo nepojasnjeno, kar je sprožilo številne teorije, saj so mnogi skušali ugotoviti, kaj bi se ji lahko zgodilo. Medtem so 5 dni po izginotju novinarke našli žensko, ki je tavala po nakupovalnem središču Aurora v Denverju v Koloradu. Ni se spomnila, kdo je ali odkot prihaja, in kot kaže, je popolnoma pozabila na svojo preteklost. Njena slika je bila objavljena v lokalnem časopisu pod naslovom Žrtev amnezije, v upanju, da bi jo kdo prepoznal. Ko je nihče ni prepoznal, si je ženska ustvarila novo identiteto in se poimenovala Jane D. Obiskovala je univerzo v Denverju, delala v restauraciji s hitro prehrano in se kasneje preselila na Aljasko, kjer se je poročila z Danom Williamsom, s katerim je imela 4 hčere. Jane je v sitki ustanovila podjetje za računalniške in spletne storitve, imenovano Pongo Computer Works. 12 let po izginotju novinarke iz Tacomaja leta 1997 je zanimanje za pozabljen primer Jodi Roberts ponovno pritegnilo pozornost. V upanju, da bi razrešili primer, so njeno sliko objavili v časopisu, kjer so opisali dogodke, ki so privedli do njenega nenavadnega izginotja. Po naključju je ženska, ki je z njo delala na Aljaski, videla slike pogrešane ženske po imenu Jodi, ki jo je prepoznala kot Jane D. Stopila je v stik z oblastmi in jih pripeljala do vrat spletnega oblikovalca, kjer so detektivi lahko ugotovili, da je bila ona v resnici pogrešana novinarka. Odkritje je bilo olajšanje za njeno žalujočo družino, ki je zadnjih 12 let živela v strahu, da je ni več med njimi. Sčasoma se je Jodi ponovno združila s svojimi starši, vendar ni mogla ohraniti stikov z njimi, saj se kljub temu, da so jo prepoznali, še vedno ni spominjala svoje preteklosti. Doživela je nenavaren primer amnezije, ki ga medicinski strokovnjaki še vedno poskušajo razumeti. Michael Kopas z nevrološkega oddelka Univerze v Washingtonu je pojasnil, da je amnezija ena najmanj razumljenih nevroloških bolezni. Pojasnil je, da jo lahko povzročijo različni dejavniki, vključno z odzivom uma, potem ko je preživel ali videl nekaj groznega. Doktorica Verna Nepe, sodelavka z Univerze v Washingtonu, je prav tako poudarila, da bi amnezijo, ki traja toliko let, verjetno spremljali tudi drugi simptomi, ki pa se v tem primeru niso pojavili. Opaženo je bilo, da ne obstaja test, s katerim bi lahko potrdili trditev o amneziji. Ali Jodi resnično trpi za amnezijo, ni mogoče dokončno vedeti, razen če ji verjamemo na besedo. Zdravniki, ki so sprva zdravili žensko, ko so jo našli, tako tava po nakupovalnem središču, so ji povedali, da se je morala srečati z nečim nevarnim. Naprimer, skoraj usodno izkušnjo, zaradi česar so njeni možgani vse potlačeni. Da, po 12 letih bi si človek mislil, da bi se kateri od teh spominov začel vračati, vendar se ni vrnil nobeden. Medtem ko je bila skrivnost o tem, kje se nahaja Jodi Roberts, končno razrešena, je njeno odkritje prineslo še več vprašanj. Še vedno ne vemo, katere okoliščine so privedle do njenega izginotja, zakaj je trpela za amnezijo in kateri dogodek je bil tako grozen, da ga je popolnoma pozabila. Hvala vam, ker ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Prav tako ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Ty Notts in se vidimo v naslednjem videu.